Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Kot je že povedal kolega Aleš, bi rada danes govorila o pomenu živinoreje za slovensko kmetijstvo, za samooskrbo in tudi o pomenu živinoreje na cene osnovnih živil, kamor sodijo ravno izdelki iz mesa in mleka in seveda jajc. V poslanski skupini Nove Slovenije smo se odločili, da damo pobudo za nujen sklic seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bi odgovorili na nekaj tehtnih vprašanj, ki so se pojavila, ko je gospod predsednik vlade, tako doma, pa kasneje tudi v Evropskem parlamentu, povedal, da poziva ljudi, da spremenijo prehranske navade. V Novi Sloveniji seveda priznavamo vsakemu, tudi predsedniku vlade, da se prehranjuje tako, kot osebno misli, da je prav. Če pa nekdo, ki je predsednik vlade, napove takšne spremembe v Sloveniji završi. In tokrat je završalo med kmeti in tudi med potrošniki. Pojavilo se je nekaj vprašanj brez odgovorov. Kmetje so začutili, da jih je nekdo pustil na cedilu, kajti če jemo več zelenjave, bomo jedli manj mesa in slovensko meso bo potem seveda ostajalo neprodano. Zato bi radi, da stroka pove odločevalcem in odločevalci, da stroko slišijo, torej da jo poslušajo, preden napovedo take velike spremembe. Torej slovenska živinoreja je osnovna dejavnost slovenskega kmetijstva. 60% slovenske zemlje je travinje in tam ni mogoče gojiti nič drugega kot prežvekovalce, to se pravi živali za meso. Tam ni mogoče posaditi solate. Zato je prav, da se tega zavedamo, ker je to naša naravna danost. Poleg tega, ravno iz tega travinja naredijo prežvekovalci beljakovino, ki je potrebna za naš razvoj. Tudi samooskrba, o kateri radi govorimo in ne bi smela biti samo predvolilna floskula, je v Sloveniji močno odvisna od dobre živinoreje. Navsezadnje govorimo pa tudi o makroekonomskem pogledu živinoreje na ostalo kmetijstvo in ne smemo pozabiti tudi na mesno-predelovalno industrijo, kajti ta živi od predelave slovenskega mesa in mleka. In če bi se odločili, da bomo jedli manj teh domačih živil, bi potem obstajali viški. Po drugi strani pa, če bi živinoreja manj proizvajala, bi se na naših policah, to kar reče dr. Kuhar, lahko pojavljali izdelki iz tujine, ki pa so, to kažejo tudi raziskave, lahko manjše kakovosti in imajo tudi negativen vpliv lahko celo na naše zdravje. Predvsem pa bi šlo tukaj za oškodovanje potrošnikov. Tako da v Novi Sloveniji podpiramo živinoreje, podpiramo slovenskega kmeta. Za živinorejo se ukvarjajo družinske kmetije. To so tiste kmetije, ki tudi obdelujejo krajino. To so tiste kmetije, ki ponujajo izvirno slovensko hrano. To so tiste kmetije, ki se grejo tudi kmečki turizem. Vse skupaj pa to pomeni tudi neko zgodovinsko opredelitev, da smo Slovenija navsezadnje kmetijska država in da smo že zgodovinsko vezani na slovenskega kmeta, ki nam obdeluje zemljo, s tem skrbi za razvoj podeželja, nam prideluje hrano, s tem skrbi za naše zdravje in na koncu tudi skrbi za neko neodvisnost. Kaj ti, če imaš hrano, si v resnici neodvisen. Zato v Novi Sloveniji želimo razpravo z strokovnjaki, predlagali smo tudi sklepe, kjer smo predlagali, da se vsi odločevalci s tem pomenom seznanijo in da Ministrstvo za kmetijstvo in vlada še naprej to panogo podpira. Hvala lepa.